Idu dani, idu dani. V životu na sve strane mandatari razbacani, idu dani, idu dani. Prejšnji teden je bilo Valentinovo, torej čas za usodne zmenke. Najbolj aktivno je zmenkovala Alenka Bratušek, ki je za vsako ceno hotela najti srčne partnerje za novo življenjsko pot. Igor Lukšič na zmenek ni hotel priti, ker je Alenka pač revnega stanu. Je pa tja poslal svojo zastopnico, poslanko Majdo Potrata. Glede na status, ki ga ima gospa Alenka Bratušek, je predsednik stranke menil, da sva si po statusu uravnoteženi, obe sva poslanki. Kot je bilo pričakovati od zmenka v taki sestavi, posebnih sadov srečanje ni obrodilo. Brez posebnih sadov je ostalo tudi skupinsko valentinovanje Alenke Bratušek, Gregorja Viranta in Karla Erjavca. Srečanje je potekalo v komornem vzdušju, saj so na njem zaman pričakovali Radovana Žerjava. Izkazalo se je, da je tako imenovani sredinski trojček v resnici levi dvojček. Idu dani, idu dani. Kljub okrnjeni sestavi skupine pa Alenka Bratušek ni vrgla puške v koruzo. Nasprotno, v tednu, ki je za nami, je praktično vsak dan potegnila iz talona kakega novega mandatarja. Padala so imena: Peter Kraljič, Stojan Petrič, France Arhar, Janez Potočnik, Rajko Pirnat in Miro Cerar. Čeprav v tokratnem izboru mandatarja lahko sodelujejo vsi drugačni, vsi enakopravni, je treba vendarle dodati, da je bil Miro Cerar Alenkin največji up. Ima glede na to, da po naši oceni absolutno lahko poveže tako leve kot desne, polno podporo naše poslanske skupine, vseh 27 glasov. Kdo ve, zakaj se je Cerarju to zdelo premalo in se je odločil, da ne bo kandidiral. Mačka plače za mačeto, majka plače za deteto. Idu dani, idu dani. Idu dani, ja, idu dani. Mi smo pa spet na začetku. Mandatarja očitno ne bo prav lahko najti. Še posebej, če upoštevamo, da mu je namenjena zgolj stranska vloga. Po izglasovanju konstruktivne nezaupnice vladi Janeza Janše bo lahko rekel misija končana in se poslovil. Med predlagatelji konstruktivne nezaupnice namreč ni doseženo niti soglasje o tem, ali bi sploh podprli vlado, ki bi jo morebiti predlagal. Bratuškova bo torej imela težko delo in lahko se zgodi, da bo padel še marsikateri predlog za mandatarja. Idu dani, idu dani, idu dani, idu dani, idu dani. No, neuradno smo izvedeli, da se je Alenka že obrnila po nasvet k vedeževalki. Zanimalo jo je, ali bo njena misija uspešna in še bolj to, koga naj predlaga za mandatarja. Nasvet ni izostal. Skrbna analiza konstelacije zvezd, kristalov in ptičjih kakcev je pokazala, da bi se v vlogi mandatarja, ki ima za cilj zrušiti vlado Janeza Janše, še najbolje izkazala Angelca Likovič. Janez vklop, pa mama naj pride v šolo. Še novica iz sveta kulture. Alenka Bratušek je dobila sijajno ponudbo, da po morebitnem izpadu iz sveta politike prevzame naslovno vlogo v mehiški nadaljevanki. Prodajalka vijolic. Ma ne. Ja, saj res. Zbiralka
košaric.